Še enkrat lep dober večer vsem skupaj. Hvala Rawley za tale izbor, da se bova lahko nocoj skupaj pogovarjala. Z Rawleyjem se poznava že nekaj let, zato pač naj samo povem, da bova uporabljala bolj neformalno obliko, to je tikanje in ne vikanje. Dogovorila sva se tudi, da bo pogovor v slovenščini, da pa če bo kakšna težava z besedami, bo pač nagrajenec uporabil materni jezik, jaz pa bom potem, upam, ustrezno pretolmačila in nekaj minut bova tudi posvetila branju njegovih prevodov. Čisto kratka biografija je bila že v temeljitvi, kolikor sem lahko na hitro preletela, vas Rawleyja večina vas pozna bolje kot jaz, tako da bi temu dodala samo še kratko bibliografijo. Naštela bom samo leposlovne oziroma eseistične prevode v angleščino. Torej Mitja Čander, Slepec, Sebastian Pregl, Kronika pozabljanja, Dušan Šarotar, Panorama, Biljard v Dobreju, Mojca Kumrdej, Fragma, Kronosova žetev, Gabriela Babnik, Sušna doba, Vlado Žabot, Sukup, Boris Pintar, Družinske parabole, potem eseistična zbirka Aleša Debeljaka, Cankarjevo pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Grumov dogodek v mestu Gogi. To sem z Nikom povedal, to bi rekel. Ok, so prevajalec Nikolas Jeffs, ne? Radijska igra Boštjana Narata, Termiti Frančka Rudolfa, ter poezija Miljane Cunta, Miklavža Komelja, Tine Kozin, Janeza Ramoveša, Andreja Rozmana Roze in Tomaža Šalamuna. Rawley, začela bi z biografskim vprašanjem, ker pravzaprav sem si predstavljala, da bo bolj prevajalska publika, ki te ne pozna tako dobro, kot rečeno, mnogi tudi danes poznajo. Pa me zanima, kaj je bilo na začetku? Zanimanje za jezik, slovenščino ali zanimanje za državo, Slovenijo, da si se odločil preseliti v Slovenijo? Dobro, a to se sliši ali kako? Slabo. Sliši? V redu. A še varajo s tem Rawley, z enim? V redu. Ja, kaj bi rekel? Jaz sem v moji tako akademski poti sem bil slavist in rusist. In zato konec 90-ih let prejšnjega stoletja sem se odločil, da se bom preselil v Evropo in sem mislil, kam bi. In sem hotel v kakšno slovansko državo, ker moj namen je bil, da bi res tam živel, kot ni, da bi bil kakšen Američan v tej državi, pa bi tudi poskusil osvojiti jezik in vse to. Zato zame je bilo zelo pomembno, da je bila to slovanska država, ker sem imel dosti samozavesti, da sem mislil, da bi se lahko lažje naučil slovanski jezik. In takrat sem nekako izbral Slovenijo za razne razloge, tudi ker sem gej in sem že vedel dosti, da sem mislil, da izmed slovanskih držav Slovenija je bila ena iz najbolj odprta do LGBT gibanju in vse to. Zato potem sem začel brati o Sloveniji in tudi o zgodovini in situaciji v Sloveniji. In sem prišel v letu 2000 kot na poskus za 2 meseca, slabe 2 meseca, in sem se kar zaljubil v Slovenijo. Pa nisem vedel točno, da bom prevedel slovensko književnost. To se je zgodilo
pol. Ko sem naslednje leto, ko sem prišel sem na slovenski tečaj, sem spoznal Aleša Debeljaka, pa njegovo družino, Eriko, pa Lukasa, ki je tukaj. In to, kar je bilo zelo zanimivo, je, da sem rekel Alešu in Eriki, da moj namen je, in sem že začel študirati slovenščino, pa sem bil že v Ameriki, sem delal kot urednik in lektor in vse to sem povedal Alešu v tem prvem srečanju. In potem me je poklical in vprašal, če bi jaz lektoriral in njegov esej. In to sem naredil in potem čez en mesec me spet poklical in je rekel, imam še en projekt, če te zanima, da bi prevedel knjigo esejev. Jaz sem takrat bil še na tečaju slovenščine, ampak ne vem, imel sem dost samozavest, bi rekel mogoče hubris ali kaj, ali po jidiš bi rekel chutzpa, da sem se strinjal, da bom poskusil in zato sem začel prevajati njegove eseje za eno zbirko. In v teh esejih med drugim govori tudi o vlogi prevajanja v prepoznavanju slovenske kulture na svetu, na zemljevidu. In ko sem to prebral, nekako sem razumel, nekako sem dojel, da to je moja pot. In se spomnim, sem takrat živel v Zeleni jami, v enem podstrešnem stanovanju in sem kar ustal in sem začel hoditi po stanovanju in sem mislil, to lahko, to je nekaj, ki lahko, in sem nekako čutil bližino, da to je res moja usoda, bi rekel. Ampak nisem začel pravzaprav prevajati književnost, sem najprej nekako padel v druge vode, v vode umetnosti, zato sem spoznal Maretico Potrč in sem začel delati tudi za moderno galerijo, tudi za MGLC. In tisti predstavitve so tukaj. Potem sem tudi spoznal preko Mojco Pungarčar, ki sem že, Mojca pravzaprav, Mojca Pungarčar je bila moja prva avtorica, lahko bi rekel. Mojca je že, preden sem se preselil, napisala en esej o svoj očetu in dedu, ki so bili tako vaški fotografi. In je tako, she submitted it, kako bi rekel, tiste esej, za eno revijo, pri katerem sem bil v uredništvu. Poslala to ampak tisto idejo je poslala in en iz urednikov je rekel, ki je že poznal Mojco, je rekel, da ideja je sjajna, ampak mogoče bi Mojca rabila pomoč z angleščino. In jaz že začel, to je bilo v tem prostor interval, kako zdaj, v tem mestu, ko sem bil že enkrat v Sloveniji, ampak nisem se še preselil in sem
rekel, naj piše to po slovensko in jaz bom prevedel njen esej. Se mi zdi, da ti Mojca skoraj ni verjela, da to je mogoče, da nekdo v Baltimoru bi lahko prevedel slovenski esej. Ampak s tvojo pomočjo, z njeno pomočjo, sem nekako prevedel, ne vem, če je bilo dobro, ampak se bralo v redu. In to je bila moja prva publikacija, moj prvi prevod iz slovenščine v angleščino in to je esej Mojce. Kar nekaj, ne, tvojih, bom rekla, avtorjev in avtorice, nocoj z nami, ne? Ja. Morda jim na koncu predamo tudi besedo, nekaj dlon bomo tudi prebrali. Kaj pa prvi književni prevod? Prvi književni prevod je zaradi Nika, bi rekel. Ne vem, če nekdo tebi rekel, da naj prevedeš roman Sukup Vlade Žabota. In ti si potem poklical meni in rekel, da naj to skupaj delava. Ja, nekaj takega. Zato sva začela. In to je bil moj prvi književni prevod. Ko so se pogovarjala o tem prevodu, si rekel... S Nikom. Pa tudi si omenila Gruma. To je bil, pravzaprav Nik je že prevedel Grum. Jaz sem bil samo tisti, ki sem šel čez in sem naredil predloge pa take stvari. And we stuck to the deadlines in both cases. Ja, komaj, ja. Ampak v zvezi s prevajanjem Sukupa si mi dejal, da si se naučil nekaj zelo pomembnega. Aj sem. In sicer v smislu, da je avtorjem treba zaupati. Ja, to je res. To sem si prej rekel. Ja, s Sukupom, ne vem, verjetno nekateri iz vas poznate Vlado Žabota ali pa njegovo pisanje, ki je sijajno, izjemno dobro, pa je tudi zelo težko in posebno. In Sukup je roman, ki je napisan nekako na, bi rekel, kako tok zavesti veliko igra vlogo. Torej, čeprav piše v tretji osebi, piše kot da avtor je v glavi glavnega junaka. In so dolge stavke, dolge odstavki. In jaz, ko sem začel, sem mislil, da bom nekako poenostavil to za bralca, zato sem krajšal, sem dal pike na mesto vece in sem poskusil tako urediti tisto pisanje, ki je bilo res kot kakšen potok. In potem, ko sem kot je eno tretjino romana že prevedel, sem nekako dojel, da vse to, kar sem mislil, tako pišejo Slovenci, tako sem mislil, tako pišejo Slovenci, to je neki navadno slovensko pisanje. Potem sem razumel, da to je slog, to je stil Žabota in jaz moram spoštovati njegov stil in upoštevati njegov stil v svojem prevodu in moram poskusiti nekako ponoviti v svoji angleščini njegov stil. In to sem, zato ko sem imel
priložnost predavati predmet prevajanja svojim študentom. To je bilo eno iz mojih glavnih pravil, je zaupaj avtorja. Ti ne veš boljše kot avtor, kaj mora biti tekst. Ker si že omenil študente, no bom zdaj s tem vprašanjem. Naj povem, da je Rawley 6 let poučeval angleški jezik in prevajanje iz slovenščine v angleščino na oddelku za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Zaradi tega so se pravzaprav po nekem naključju tudi spoznala. Ne? Kaj si želel naučiti svoje študente? Kaj si jim želel prenesti? Kaj je za prevajalca pomembno ali pa kaj je med prevajanjem pomembno? To je odlično vprašanje. In sigurno, veš kaj, jaz bi za svoje študente ali študentke, ker večino jih je bilo študentk, sem opazil, in to sem opazil tudi pri drugih, oni so bili res dobri in res so zelo dobro znali angleško, ampak tako in na tak način, da se mi zdelo velikokrat, da so dali prednost angleščine nad slovenščino, kot da angleščina je nekako boljši jezik, močnejši jezik, in v več primerih sem opazil, da hočejo nekako, kot sem rekel o životu, da nekako poskušajo izboljšati tekst v svojem prevodu. Pa tudi mogoče zaradi tega, kot Slovenci in Slovenke niso bili zelo pozorni na slovenski tekst, ker so brali in so razumeli seveda, ampak ko jaz berem slovenski tekst kot prevajalec, jaz res moram premišljati o skoraj vsaki besedi, in ne govorim samo o besedi, pa skoraj o vsaki ločilu in zakaj je to tam in zakaj je to. In tiste vprašanje, ki se zdi samoumevno, vedno skozi se sprašujem. Zame je zanimivo, so tisti primeri, ker mogoče prevajaš besedo in kot or, ni kot and, ampak v nekaterih mestih or je bolj pravilno za angleško uho. Vseeno. Zato sem opazil pri svojih študentih in študentih, da mogoče niso bili dosti pozorni, ko so brali slovenski tekst, in tudi, da niso mogoče dosti spoštovali slovenski tekst. Zato včasih ko smo skupaj prevajali nekaj, sem nekako naredil igro in sem opozoril, da v slovenščini nekaj je povedano veliko bolj elegantno, precizno, natančno, kot bi jaz povedal to v angleščini, ali bi rabil več besed ali nekaj takega. In zato sem rekel, a vidiš, slovenščina ena, angleščina nič, kot tekmovanje med jeziki. Ker res sem hotel kako instill in them. Priučiti. Ja, priučiti pri njih spoštovanje za svoj jezik, ker se mi zdi zelo pomembno.
Razmišljam, ali si morda ti tudi kot priučeni govorec slovenščine drugače bral vsekakor slovenski tekst, a ne kot oni, ki so domače govorke. Pa me zanima, kakšen je tvoj pogled na prevajanje leposlovja? Naj bi recimo v angleščino prevajali samo materni govorci, se pravi samo Angleži, Američani, ali tudi Slovenci, ki naj bi znali angleško, sploh kako na to gledaš? No, jaz sam se ne bi lotil prevajati v slovenščino, posebno leposlovni tekst. Ker zato res moraš imeti tako dobro uho, bi rekel. Zame, ko prevajam, vedno poskušam poslušati besede, kako to zveni. Zato mislim, da in poznam zelo dobre prevajalce, prevajalke, ki prevajajo Slovenci, Slovenke, ki prevajajo v angleščino, ampak vedno to delajo skupaj z enim native speaker, domači govorci. No, če se vrnemo zdaj na tvoje prevode v angleščino, večinoma prevajaš sodobne avtorice in avtorje. In ena od prednosti se mi zdi je ravno to, da so večinoma še živi. Si navajen sodelovati z njimi? Ja, rad sodelujem s svojim avtorjem, avtoricam. In res mi je čast, da Mojca Komedej prišla danes. In se mi zdi, da najno sodelovanje je bilo zelo dobro. Zelo poglobljeno in zelo široko. Če lahko povem kakšno besedo, da se z velikim veseljem. Rawley je resnično vrhunski prevajalec. Ne gre samo za to, da je izjemen poznavalec jezika, ampak med prevajanjem se tudi vidi ta njegova zelo široka izobraženost in občutek za jezik. Vedno gre za prevajanje ne samo iz jezika v jezik, ampak tudi v neko drugo jezikovno, kulturno okolje. Seveda v primeru angleščine je seveda to okolje še toliko bolj širše. Obenem je tudi izjemno natančen prevajalec z občutkom za ritem in lahko rečem, da imam zelo veliko sreče, da se tudi Rawley mene želi prevajati. In ja, to je tako res vzorno, idealen odnos med prevajalcem in avtorico oziroma avtorjem. Tako lepo slišati, Hvala. A morda prebereva, pa potem komentirava še jezik, Mojce Komedej. Prebrala bova odlomek iz romana Kronosova žetev. Zmenili smo se tako, da jaz preberem samo odstavek v slovenščini in potem Rawley nadaljuje v angleščini, se pravi svoj prevod. Jaz si vam pa dovolila samo še pripombe, da mi je zelo žal, da ta roman ni dobil presnika, ker mislim, da bi ga moral. Se pravi, to je bilo. Tole je Rawley izbral. Vešči so dali zadnjo priložnost, da dokaže nedolžnost. Izmučeni in iznakaženi so okoli vratu ovesili kamniti križ in jo prek mostu potisnili v reko po naslednji logiki zdrave pameti. Če je kriva, se bo s kamnom vred potopila. V nasprotnem primeru, da se s kamnom okoli vratu iz vode dvigne, pa je to dokaz, da so na delu nadnaravne sile. In te so bodisi zle, bodisi dobre. A da gre v primeru, da vešča s kamnom vred ne potone za dobre sile, bi se moral dogoditi dodaten čudež, v katerem bi morala biti nedvoumno očitna Božja milost. Kakšen čudež bi to lahko bil, je težko predvideti. Ako bi se zgodil, bi bilo zaradi obsijanosti s svetim duhom to jasno vsem navzočim. But it didn't happen. There was no miracle. The body of the accused sank.
As the bubbles rose to the surface from the bottom of the river, fewer and fewer each moment, a snake appeared out of nowhere. As it swam across the water, its body formed beautiful arcs, and it kept its head upright above the surface. "Look, look," somebody shouted. "The evil spirit has swum out of her body." "You mean it survived?" "The devil must have summoned it to himself. Now that it can't live in her body anymore, the witch is of no use to it. Such forces aren't so easily destroyed. You can only destroy the body in which they sojourn. You can't drown them. You have to burn them to death. An evil spirit is only destroyed by fire." After the little snake swam beneath the bridge and then, miraculously, never appeared on the other side, which the populace took to mean that the horned one had pulled it down to hell, a gentle white swan appeared on the river. A female swan, they decided, since it did not seem brawny or aggressive the way only male swans, protective of their offspring, are known to be. She was swimming peacefully toward the bridge, but then she turned around beneath it, unlike the snake. After that, she started swimming back and forth on the water, occasionally looking at the people watching her, who were waiting to see what would happen. If that's her soul, it's not very small. Well, her body wasn't exactly tiny or delicate. What will happen now? Where will the swan go? She'll probably fly into the sky. But look at her eyes. Why is she looking at us so strangely? What do you mean, strangely? As if her eyes were a little moist. Well, she's swimming in water and there's lots of moisture in water. No, that look of hers. Doesn't it seem like her eyes are accusing us? Accusing us of what? Does anyone really believe that we didn't do the right thing? After all, the witch confessed. But who wouldn't confess after such brutal torture? Maybe she only confessed to make the pain stop, and knew that God would see her heart, and in the end, separate the truth from the lies and take good care of her when she died. Well, even if that's true, and there is some sort of reproach in the swan's eyes, there's also mercy and forgiveness there. If in anything we did we were by chance mistaken, she, that is, her soul in the form of the swan, forgives us our mistake. For we acted in good faith, believing that what we did was just, honorable, and good. So you think there could also be mercy and forgiveness in her eyes? Oh yes, no doubt about it. Now her soul will swim off peacefully, up or down the river to the other side, and if she herself is forgiven, since she's not going to the other world completely sinless, nobody except the littlest children is without sin when they go to the other side, then if we did make a mistake, God will forgive us too. But we didn't. Of course we didn't. But still, just in case, this is what the populace was thinking as the swan spread her wide wings, toddled across the water on her red feet, and after a few yards, lifted herself off the surface and rose into the air. Then, circling twice above the bridge, she flew into the distance, an ever smaller dot on the horizon, until she completely vanished. Vanished just like everything vanishes. Hvala, Roli. Avtorica je omenila, da tvoje prevode odlikuje tudi to neko široko znanje. In kolikor vem, je že sama avtorica veliko raziskovala, da je napisala ta roman. Kako je bilo s prevajalcem, kajti v njem je ogromno zgodovinskih stvari? Tudi sem, nisem kot Mojca seveda, ki je, ne vem, v koliko knjižnicah in mestih raziskala tako ozadje za svoj roman.
jaz uporabljam Google in zato iščem v tem romanu posebej je bilo treba res dobro razumeti geografijo te kraja, tistih krajev, pokrajin in tudi seveda razne verske spopadi in odločbi tudi glede vere. Zato veliko sem, ampak to je kar ne površno, superficial. Površinsko sem veliko bral razne eseje na Wikipediji pa druge. Tako, ja, zato pa s tistim romanom je bilo posebej, ker se zgodi v 16. in 17. stoletju. Zato tudi zame je bilo res izobraževanje, izobrazba. Dodatno izobraževanje. Samo pravim, da prevajalci živimo vzporedno življenje, ne? Tako, ja, res. S tem svojim življenjem, medtem ko pač prevajamo tuja dela. Omenil si mi še eno tako lepo anekdoto, da ti je pravzaprav prevajanje Šarotarjevih del odprlo nov pogled na svet, če lahko rečem. Jaz sem prevedel, to je moj prvi prevod Šarotarja, je bil roman Panorama, ki se dogaja v raznih krajih po Evropi. In ena posebnost pisanja Dušana Šarotarja je to, da zelo natančno opisuje pojave, tako naravne pojave kot valove v jezeru ali oblaki na nebu. In zame to tisti opisovalni mesta je bilo zelo težko prevesti. Ampak sem moral res videti točno, kaj opisuje avtor. In zame tudi sem rekel, da slišim prevod, ampak tudi moram videti, kaj se dogaja. In zato sem prevedel vse to, velik vtis mi je naredil njegov opis oblakov. In potem sem šel na morje v Fieso in sem dojel, da gledam čisto drugačno na nebo, na oblake, da vidim nekako mogoče malo čez očesa Dušana Šarotarja. In sem bil ful hvaležen za to. Morda zdaj nekoliko širše vprašanje, nekod sem ti ga že zastavila v nekem drugem intervjuju. Ali bi lahko skozi prevode del slovenskih avtorjev kaj povedal o Slovencih? To je tako kolektivno, narcisistično vprašanje. Kakšni smo Slovenci ali pa kaj preseva skozi ta naša dela? Jaz se ne bi upal odgovoriti na to. Tudi ker jaz pravzaprav nisem veliko bral slovenskih književnosti. V glavnem berem to, kar mi dajo prevesti. Zato poskušam brati klasike, sem bral Prešerna. Tiste moje vtisi najprej ne delam pravzaprav tiste posluševanja o enem narodu. Zame to vedno to je
napačen. Zato jaz sem imel zelo, zelo lep in topel sprejem med Slovenci in imam veliko ljudi tukaj, ki so mi zelo, zelo blizu, zato ne bi nekako posploševal, kaj so Slovenci. Ampak med prevajanjem si se srečeval s tem, o čemer danes moderno rečemo izzivi, jaz bi rekla kar prevajalske težave, prevajalski problemi. Govorila sva o tem, kako je pravzaprav Cankar zaznamoval besedo hlapci. Ali pa recimo pri enem svojih prvih prevodov, to so družinske parabole Borisa Pintarja, si mi omenil, da je bilo ogromno kulturnih referenc, denimo beseda samorastniki. In kaj zdaj s tem narediti, ko to prenašamo v nek tuj svet? Kako si reševal te prevajalske probleme? Ne malo besede izzivi. No, so razni pristopi. Naprimer, pri kratki prozi Borisa Pintarja, ki res govori kar sproščeno o slovenski književnosti. Jaz sem imel občutek, da če bi, naprimer, nekdo prevedel iz francoščine in so govorili o Viktorju Hugo ali nekaj takega, ne bi pustili brez opomb, ampak seveda slovenski avtorji niso tako znani kot francoski avtorji ali ruski ali nemški mogoče. Ampak vseeno sem hotel, jaz poskušam približati tekst svojim bralcem, tako da bo bralec ali bralka imel podoben občutek pri branju, kot ima tisti ciljni bralci, bralstvo, slovensko bralstvo. Zato, če Boris, naprimer, govori o Rožniku v Ljubljani, da družina je šla na izlet na Rožnik, ni treba dati opombo Slovencem, kaj je Rožnik. Ampak jaz sem dal za tiste kratke zgodbe kar dost opomb, če je to omembe o slovenskih avtorjih. Veš, ima, pa naprimer, ene iz njegovih zgodb ima naslov Sveti jeseni. In to je čist ironičen naslov, super zgodba je, malo erotičen, bolj kot malo, je kar skoraj pornografsko. In pravzaprav moj prevod te zgodbe je bil potem objavljen v zbirki, v angleščini, v zbirki najboljših gay erotikah. In sem kar ponosen na to. Ampak še ravno recimo... Blossoms in Autumn. En iz najboljših, čeprav če si v Ameriki in omeniš kakšnemu geju, da si prebral super roman Blossoms in Autumn, bo mogoče najprej misli na zgodbo Borisa Pintarja, ni na Tavčarja. Ampak ravno to me je zdaj prešinilo, cvetje v jeseni. Nehvaležno vprašanje, je to potem izgubljeno s prevodom, je preneseno s prevodom? Cvetje v jeseni, kadar se srečujemo s temi stvarmi, No, moraš prebrati to v zbirki, ne bom nekako povzel zgodbo. Ampak hočem reči ta... Ampak gre za prostitutu, to bilo, ki igra tisto vlogo naivnega dečka ali... Hotela sem to reči, to širše, kak je tvoj pogled kot prevajalca,
A prevajalci, tako kot je bilo v tem filmu, ne, a je potem prevod, nekaj se izgubi s prevodom, ali vrda lost in translation? Ja. Kaj prevajalci naredimo? Prenesemo kaj v drugo kulturo, izgubimo? Ja, seveda, po mojem, jaz vedno sem imel tisto idejo, veš, Walter Benjamin je napisal zelo znan esej Naloga prevajalca, The Task of the Translator. In čeprav se ne strinjam z njim, ker za Benjamina idealni prevod je tisti prevod, ki je ki je strogo dobeseden prevod. Se ne strinjam s tem, ampak je zelo zanimivo misel o tem eseju, in to je, ko Nemec prevaja Baudelairea, naprimer, mora uporabiti nemščino, ki je tudi nekako pod vplivom francoščine. Torej, ni da he's not Germanizing Baudelaire, but he's also, not only that, but he's Frenchifying German. Če lahko poskušaš. Ja, torej, kako si rekel? He's not just Germanizing Baudelaire. Po Nemčiju Baudelaire, ampak je tudi po Francoziju nemščino. Tako. Zato ne vem, nočem preudariti to, ker seveda tekst mora biti tako, to je bralec ne more čutiti tisti nepotrebne ovire do teksta, ko bere. Zato jaz ohranim, torej jaz prevajam svoj tekst v dobro angleščino ali v angleščino, ki je tako dobro, kot poskušam, da je tako dobro ali kot izvirnik je v slovenščini, ali če je tudi pogovorni jezik ali take razne registre, to poskušam ponavljati, ponoviti v prevodu. Ampak vseeno vedno upam, da mogoče tudi, in to se mi zdi je res, posebno v zgodovini angleščine, prevodi ne vedno, ampak čez zgodovino prevedeni teksti vedno imeli ogromen vpliv na angleščino. Zato, naprimer, jaz ne iščem prave angleške pogovore za nekaj v slovenščini. Če se da, če najdem kaj, to je super, ampak nočem pretiravati. Zato včasih kar prevajam angleški pregovor, sem hotel reči. Pregovor. In včasih, če je treba, kot sem prevedel moj prvi prevod, to je prvi književni prevod, ko sem prevedel esej Aleša, pakrat je uporabil kakšen pregovor, se ne spomnim zdaj točno, kaj je bilo, ampak sem rekel, sem to prevedel pravilno, ampak ne z angleškim pregovorom, ampak sem dodal, da to je slovenski pregovor. Kot rečemo v Sloveniji, naprimer, sem nekaj takega dodal. Ker enkrat sem nekaj prevedel in urednik mi, ki je bilo napisano to so bili pesmi Janeza Ramoviša, ki piše v posebni narečju, ki pa je kot tisti, kjer živi, ne vem, v Poljansku.
mogoče Poljanska dolina. dolina, ampak je težko razumeti mogoče. Pa urednik, ki mi dal tiste, je rekel, no, mogoče lahko prevedeš to v neki kot hillbilly English, kot govorijo pri nas v Apalačijskih gorah. In sem pomislil na to, najprej ne poznam to narečje zelo dobro, da bi tako prevedel, pa potem sem rekel, a ne bi to izpadlo čudno, da kakšen Slovenc govori, kot da bi živel v Apalačijskih gorah, ali da bi in ko sem prevedel, naprimer, Sušno dobo, tam govorijo po francosko o teh, kar se dogaja v Burkini Faso in glavni junaki govorijo med seboj po francosko. In to vemo, ker je in v enem delu ta gospa govori mlademu domačinu nekaj, se ne spomnim točno, kaj je rekla, nekaj kot ti si mi najprej tikal. In to je bilo kakšen pogovor, kdo je najprej tikal z drugim. Kako prevajaš to za angleški bralec, ker nimamo tikanja in vikanja? Kako pa prevajaš, Rawley? Jaz sem rekel, you used to with me. You were the first one to use to with me. Ali use vous with me. Ja, po francosko. Ker jaz nočem podceniti bralca, veš? Bralci je drugačen, če prevajaš za otrok, za otroci. Ampak bralci razumejo, da to je prevedeno, da to se dogaja v Sloveniji. Zelo čudno. V isti romani nekateri domačini v Burkini Fasi govorijo med seboj o enem tako kreolskim jeziku. In pri Gabrieli Babnik, Gabriela je uporabila ljubljanščino za tist, nekaj kot ljubljančinko. In jaz sem pomislil, kako naj to prevedem. Nisem hotel uporabiti kakšnih, ne vem, govor, takšen narečje črncev v Ameriki, ali tisti Black English, ali nekaj takega. Ker spet, zakaj bi oni v Burkini Faso, tako govorijo v Baltimoru, ne v Burkini Faso. Zato sem nekako izumil svoje narečje, svoj dialekt za tisti. Na osnovi, ni boš, kdo je napisal Soldier Boy? Ken Saro-Wiwa. Kako? Ken Saro-Wiwa. Ken Saro-Wiwa. Soldier Boy. Ja, nigerijski pisatelj je napisal очень dober, zelo dober roman in napisal to v tako nigerijskem narečju. I don't know which language to speak. Yeah, he calls it rotten English, and it's a mixture of very good standard English and pidgin English. Okay. Ja, tisti. V redu. Tako pokvarjena angleščina, tako avtor sam govori, da to je. Zato jaz sem tudi nekako sledil njemu in naredil svoj pokvarjeno angleščino za tisto kreolski jezik. Pravi, da je bilo treba biti zelo ustvarjalen po eni strani, po drugi strani pa poznati, a ne sodobno. Prevajanje, jaz gledam na prevajanje kot umetnost, kot tudi moraš biti ustvarjalen.
in tako. Za hip si prej omenil urednike, pa bi me zanimalo še ta plat. V neki omejeni, recimo slovenski zavesti, bi si mislila, da prevaja samo za ameriški trg, kot Američan, pa prevajaš tudi za v glavnem zdaj prevajam za britanski trg, kar je tudi izziv. Kaj to pomeni? A to pomeni, da prevajaš potem v britansko angleščino? Tako. Ali pomeni tudi, kako se zdaj približati britanskemu bralcu, najbolj drugače? Jaz imam srečo, da ko prevajam, večinoma, ko prevajam za, to je več mojih prevodov je išlo pri londonski založbi Istros in moram reči, da tam urednica ali založnica najprej zelo dobro pozna Balkan, zelo dobro pozna Slovenijo, Hrvaško, živela v Ljubljani, nekaj časa je živela na Hrvaškem. Zato spoštuje naprimer Suzy Curtis je ime, se piše, Susan Curtis, in vedno spoštujem moje odločitve in naprimer enkrat sem imel vprašanje o črkovanju, če je bila nekaj in naprimer en lik je bil doktor Vrbnjak, Vrbnjak, in sem kar spraševal, a naj dodam še tukaj Vrbnjak, da bo lažje brati tisti priimek. In je kar odločno rekla, ne, pri nas uporabljam izvirno črkovanje, kar veliko spoštuje. Pa se vprašala o britanski angleščini. Jaz imam ogromno srečo, da sodelujem z enim urednikom tam, ki je pravzaprav pri Istrosu, Stephen Watts, ki je pesnik in ima zelo dober tako občutek za jezik. Tudi pozna Slovenijo do neke mere in vedno mi pomaga v tem, da bi popravlja moje amerikanizmi in take stvari. No, predlagam, da se zdaj še literarno, prevajalsko vrneva v dolino šentflorjansko. Super. Potem pa mislim, da še... Preden začneš, jaz sem izbral tisti odlomek iz pohušanja v dolini šentflorjanski Ivana Cankar, ker mislim, da ker je napisano kot poezija, pravzaprav, kako se reče, iambic pentameter, ne? Ja, to je šekspirijansko malo. Da bi tudi pokazal tisto stran mojega prevajalskega dela, ja. Prav, jaz imam samo kratek začetni del, potem pa Rawley nadaljuje. Jacinta, zakaj, dragi, si prižgal to svečo, ko sije skozi okno beli mesec in v srcih najinih velika luč? Peter, zaradi gostov, čudežna Jacinta. Pomisli, ljubica, da mi je dolg čas. Jacinta, pri meni dolg čas, kaj sem ti storila? Pomozi, Bog, saj me ne ljubiš več. Peter, as far as love's concerned, nothing has changed. But look, Jacinta, you must see things clearly. God's blessing has been almost overwhelming. You're like a child. You see an apple hanging, you pluck it, sniff it, eat it, and you think nothing at all about it. By crooked ways and not so crooked ways, we reached our heaven.
So half of it is truth, and half of it is comedy. But I'm not used to heaven. The first few days it still seems rather pleasant, and as much as you can, you try to rest from years of purgatory. Then it's boring. Jacinta now, she enters paradise and is a saint, enters the royal castle and is the queen, enters the farmer's house and is his wife. Me, I'm a vagabond. Jacinta. But tell me, darling, who has always been your vagabond cane, your vagabond food, your vagabond joy, your vagabond care? My vagabond Peter, my vagabond thought. This you have forgotten, for thought means everything, and action nothing. That's why, Jacinta, I have been your guide, why I've always walked on your left side, so I could find you. But do not be angry. This is philosophy of an older sort. There's only one thing now that is important, only one word. Jacinta, are you bored? Oh, Peter, Jacinta, oh, Peter, but the hour has not yet struck. But we have not yet drunk the chalice dry. Indeed, we have but barely wet our lips. You promised your Jacinta paradise. Now show her, open up this paradise. For you as yet have only cracked the door, so my desirous eyes could barely see a kind of sparkling. Now you rush to shut it. For you as yet have only from afar shown me the chalice. I have barely set it to my parched lips, and now you pour it out. Jacinta, a great castle will be yours, you said, 12 shining rooms, you said, and velvet and silk and brocade, you said, and pearls direct from India, you said, and Coromandel, and all, you said, all of the beautiful St. Florian Valley will bend its knee besottedly before me. Well, say something now, speak now, show it to me. Where is the castle, velvet, silk, brocade? And where's the gold? Where are the precious stones? Where are the pearls direct from Coromandel? And where, oh, show them to me, are my vassals, my servants from the fair St. Florian Valley? For they are what I long for more than all the riches of India and Coromandel. Peter. All right, then. Let us throw the door wide open, and let us make our bed in paradise. Now this shall be the order and command, all of it then, silk, velvet, and brocade. The castle too? Jacinta, the castle too? Peter, the castle first, of course. Let all of it be yours, wondrous Jacinta. And when we have our perfect paradise, we will return to hell with heaven's glory. Zelo lepo zveni tanker v angleščini, tvoji angleščini, Rawley. Tudi v slovenščini lepo zveni. Jaz bi imela še zadnje vprašanje, potem bi predala besedo občinstvu. Nisem vedela, katero naj izberem ali naj se dotaknem poezije, tvojega sodelovanja s Tomažem Šalamunom, prevodov akademskih tekstov, pa vendar bi se vrnila k nečemu, kar mislim, da je zelo pomembno za prevajalce. Govorila sva o tem, da naj bi bila skromnost pomembna prevajalčeva lastnost, ne značajska, profesionalna lastnost, rečiva, pa me je Rawley upozoril, da on temu ne bi rekel skromnost, ampak ponižnost. Ja, jaz bi po angleško rečem humility. Saj jaz sem duša protestantska, pravzaprav. In tisti, kako se reče, virtues. Ne vrednote. Vrline, ja. Vrline. Izmed njih humility je tudi ena iz najbolj pomembnih. In veš, sem že rekel kako pomembno je spoštovati avtorica in vedno moraš
spomniti kot prevajalec, da to ni tvoj tekst. To je tekst tega avtorja. Ali to je sodelovanje, to je kot ti si nekako kot soavtor tega angleškega teksta, ampak vseeno nisi najbolj pomemben tukaj. In vedno se moraš učiti pri avtorju in se moraš biti pripravljen učiti pri avtorju. In velikokrat začnem kaj prevajati kot pri životu, ampak zdaj imam boljši občutek za to. Ampak vseeno začnem prevajati nekaj in mislim, da tako mora biti v angleščini. In potem si mislim, no, zakaj ne bi pravzaprav točno, kakor je v slovenščini. In če bralec ima problem s tem, potem se bo hitro navaditi. Naprimer, v tem Cankarju nimamo v angleščini besedo koromandija. Ne uporabljamo to, ampak za Slovence tiste Indija koromandija je zelo pomembna ideja. In zato sem hotel ohraniti besedo koromandija. Čeprav Američan ali Angleš ne bi vedel, kaj to pomeni koromandija, ampak bi vedel, ne bi vedel, da ali ne bi mislil, to je nekako dežela, ampak bi razumel, da to je nekaj fantastična dežela, to je nekaj pravlična dežela. In to je pomembno tukaj. Končala bi z osebnim vprašanjem, ki mi je zdaj prišlo na misel, če malce povezan s Petrom Jacinto. Na začetku si rekel, da si, ko si se selil iz Amerike, iskal deželo, ki bi bila prijazna tudi za tvoje osebno življenje. Kako je zdaj Slovenija? Za kakšno Indijo koromandijo se je izkazala? Za kakšen paradižje? Jaz imam partnerja in skupaj sva že 18 let. In kako? Ja, Sašo je vedno, on je vrtnar. On ni intelektualec, ampak on je človek narave. On je človek, ki razume in obožuje naravo, živali, rastline. In zame to je zelo pomembno. Zato in to mi je dal tukaj. Ni Indija koromandija, ampak veliko kaktusov, ljubezen, to sem že imel, ampak to imamo skupaj, tisto ljubezen do mačk, do živali, pa tudi do dobre hrane. On je odličen kuhar. Zato pa res nekako enkrat nekdo me je vprašal, zakaj sva skupaj, ampak rečemo v angleščini opposites attract, a ne? In tako, on je yin z mojim yangom ali nekaj takega, ali jaz sem yin v njegov yang. Tako. Hvala, Rawley, za še en prekrasen pogovor. Vedno je veselje. Z Rawleyjem sem se pred leti že pogovarjala, če sam še to povem, za nočni program Radia Slovenija, pa tudi naš famozni dopisnik, zdaj v Rimu, Janko Petrovec, je še mnogo let predtem z njim posnel daljši pogovor, če bi koga še kaj zanimalo. Sedaj pa predajam besedo še na to stran, če morda še kakšno vprašanje tvojih prijateljev večinoma.